Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Pravkar je bila končana seja Sveta za nacionalno varnost. Obravnavali smo dve temi, dve problematiki. Situacija v zvezi z COVID-19 in problematiko ilegalnih migracij. Svet za nacionalno varnost ocenjuje, da smo v tem trenutku na neki prelomni točki, ko lahko še z mehkimi ukrepi, brez večjega zaustavljanja javnega življenja in gospodarstva, zaustavimo širjenje virusa in na ta način preprečimo, da bi za virus plačali enako visoko ceno, kot smo jo plačali spomladi. Z tega vidika Svet za nacionalno varnost poziva vse državljanke in državljane Republike Slovenije, da sprejete ukrepe upoštevajo v celoti, kajti od tega bo odvisno, ali bodo ti ukrepi dejansko prijeli. Svet za nacionalno varnost tudi ocenjuje, da pri sprejetih ukrepih ni nobenih razhajanj med vlado in stroko. Ocenjuje, da so primerni, da so uravnoteženi in ocenjuje, da so načrti, ki so bili sprejeti za spopad s koronavirusom vnaprej, dobro pripravljeni, uravnoteženi in da obstajajo seveda vse variante, ki so pripravljene za to, da se virus v vsakem primeru zaustavi. Torej, v tem trenutku nismo pred dilemo, ali bomo sposobni zaustaviti širjenje virusa. To smo sposobni, to vemo, nenazadnje smo to dokazali ob bistveno manjših resursih že spomladi. Vprašanje je, kakšno ceno bomo plačali za to. In ta cena pa v tem trenutku ni odvisna od vlade. Vlada je sprejela ukrepe, ki so primerni, zadostni. Ta cena je odvisna od tega, ali bomo te ukrepe spoštovali oziroma upoštevali vsi. Tukaj je že dejstvo, da 5% prebivalstva teh ukrepov, ki so mehki, ne upošteva, onemogoči učinkovitost teh ukrepov in prepreči ali pa ogrozi ali pa omalovažuje odgovorno ravnanje 25% ostalega prebivalstva. Kar zadeva ilegalne migracije, je Svet za nacionalno varnost podprl v celoti predlog slovenske policije, da se zaradi stanja, ki postaja bolj kritično, ponovno predlaga Državnemu zboru aktiviranje 37.a člena Zakona o obrambi, ki omogoča aktiviranje, uporabo dodatnih sil Slovenske vojske za varovanje slovenske šengenske meje med Slovenijo in Hrvaško. Apeliramo na opozicijske stranke, kajti gre za odločitev, ki je potrebno sprejeti z dvotretjinsko večino, da tokrat ta ukrep podprejo. Vlada ima namreč tukaj povsem nesporno dolžnost, da zavaruje varnost vseh prebivalcev v državi, in za slovensko vlado so človekove pravice, je varnost slovenskih državljanov sredi Ljubljane enako pomembna, kot so pomembne človekove pravice in varnost državljanov v Ilirski Bistrici, v Črnomlju ali v katerikoli drugi občini ob meji ali ob tej tako imenovani migrantski poti oziroma ob migrantskih poteh, ob katerih se dogaja marsikaj, je ogrožena varnost, je ogrožena lastnina prebivalcev, zdaj kljub temu, da to osrednji slovenski mediji praktično o tem ne poročajo. Za razliko od tega, da če nek policist malo grdo pogleda kolesarje sredi Ljubljane, je to že kršitev človekovih pravic. Za slovensko vlado so človekove pravice in varnost kateregakoli državljana, ne glede na to, kje živi, enako pomembna. In z tega vidika ponovno apeliramo na resnost in na to, da se zagotovi dovolj glasov za aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi v Državnem zboru.
Zaradi situacije s covidom, ki postaja težka, odgovorna, zahtevna, so tukaj potrebni dodatni resursi slovenske policije in ti resursi so omejeni. Ne morejo biti hkrati na nalogah, ki jih zahteva situacija s covidom, in na zavarovanju naše južne meje. Kolikor bi sklep oziroma odločitev v smislu aktivacije 37. člena v Državnem zboru ne bila sprejeta, ima slovenska vlada samo še eno možnost, in to je, da zaprosi za pomoč policije partnerskih držav v schengenskem območju in z njihovo pomočjo, tako kot se je to nenazadnje že zgodilo leta 2015, dosledno zavaruje našo južno mejo in prebivalstvo ob njej. Toliko, če so kakšno vprašanja. Če ne, hvala lepa.